Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, profesor dr. Matjaž Jereb, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ga pozdravljam preko Zoom aplikacije, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Današnjo novinarsko konferenco smo izjemoma sklicali ob 10:30. Ob 11. se namreč na Brdu pri Kranju začne seja vlade, na kateri bodo ministri razpravljali tudi o trenutnih epidemioloških razmerah. Po seji vlade bomo predvidoma sklicali še eno novinarsko konferenco, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. Besedo pa zdaj predajam kolegici Maji Bratuša, ki bo vodila tiskovno konferenco in pogovor z našim gostom. Maja, prosim, če prevzamete. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemiološke situacije. Današnje oziroma včerajšnje številke niso boljše, kot so bile včeraj. Opravljenih je bilo 6215 testov, potrjenih pa kar 1663 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 26,76%. Po zadnjih podatkih NIJZ Gorenjska ostaja regija, ki ima daleč najvišje število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih, in sicer kar 759. Sledita Koroška s 560 okuženimi na 100.000 prebivalcev in osrednjeslovenska regija s 505 okuženimi prebivalci na 100.000 prebivalcev. Število okužb še vedno ostaja najmanjše v Obalno-kraški regiji, ki je še edina oranžna regija, a se tudi tam število hitro povečuje. Posledično raste tudi 14-dnevna incidenca, ki po podatkih NIJZ trenutno znaša 131. Meja za razglasitev tako imenovane rdeče regije je sicer postavljena pri 140 okužbah na 100.000 prebivalcev v zadnjih 2 tednih. Še naprej se žal povečuje tudi število obolelih za COVID-19, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Danes je takšnih 357 bolnikov, od tega 62 na intenzivni negi. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 32 oseb, v bolnišnicah pa je umrlo 5 oseb. Z nami je zato danes preko Zooma profesor dr. Matjaž Jereb, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ga lepo pozdravljam in mu tudi predajam besedo. Profesor dr. Matjaž Jereb, izvolite. Hvala lepa za besedo. Vsi skupaj lepo pozdravljeni. Slišali smo, da se epidemiološke razmere vezane na COVID v Sloveniji v zadnjih dneh dramatično slabšajo. Vsak dan imamo več aktivno okuženih posameznikov in verjetno lahko ocenimo, da je v naši populaciji aktivno okuženih med 15 in 20 tisoč naših sodržavljanov. To se pozna seveda tudi v številu bolnikov, ki jih sprejemamo v bolnišnico, in to se pozna tudi v številu bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje na oddelkih za intenzivno terapijo. V tem trenutku razmere še obvladujemo, seveda smo pa vsi zaskrbljeni, da število postelj pripravljenih za COVID bolnike ne bo zadostno. Imamo sicer v načrtu rezervne možnosti, kako povečati število navadnih in tudi intenzivnih postelj. Upam, da seveda ta načrt, da se bo izšel s številkami in z številom bolnikov, ki jih bomo sprejemali v bolnišnično okolje. Dodaten problem, ki smo se ga že večkrat dotaknili, je seveda ta, da zboleva tudi zdravstveno osebje. Po zadnjih ne najnatančnejših podatkih imamo v kliničnem centru v Ljubljani že več kot 100 okuženih zdravstvenih delavcev. Je pa res seveda v razmerju glede na število vseh zaposlenih ta odstotek podoben, kot je odstotek okuženih oseb v sami populaciji. Če morda izpostavim samo številke z intenzivnih oddelkov, od koder prihajam. Danes imamo na intenzivnih oddelkih v Sloveniji
62 kritično bolnih COVID-19 bolnikov, na intenzivnem oddelku kliničnega centra v Ljubljani 22 bolnikov, starostno razmerje ostaja enako, najstarejši je 85 let star bolnik, najmlajši 42 let. Imamo na kliniki tudi 3 otroke, s tem, da moram reči, nihče od njih ni ogrožen in pri nobenem od teh 3 otrok razlog za hospitalizacijo ni COVID, sprejeti so zaradi dejstva, da so okuženi in potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi vodenja druge ne-COVID bolezni. Prehajamo k novinarskim vprašanjem. Sporočajo mi, da ima vprašanje STA. Prosim. Lepo pozdravljeni, dr. Jereb, Sanja Bonec, STA. Vprašanje, zakaj se virus v tem obdobju tako hitro širi? Je to mogoče povezano tudi s hladnejšim vremenom v tem obdobju ali je že toliko razširjen med populacijo in se zaradi tega tako blisko širi naprej? Ključen problem je po moji oceni dejstvo, da je odstotek ljudi v populaciji, ki je okužen, visok in seveda ukrepi, ki so bili v zadnjem mesecu, nekako vsaj v začetku sprejeti, predvsem pa neupoštevani, so tisti razlog, se pravi neupoštevanje ukrepov, je verjetno tisti razlog, zakaj se virus dokaj nemoteno širil v populaciji in seveda, ko gre število okuženih čez določeno kritično maso, potem imamo problem in s tem se danes soočamo. Po v bistvu primerjavi prvega vala z drugim valom ocenjujemo, da ne gre za spremenjen virus, ki bi imel drugačen potencial in drugačno sposobnost okužbe, da gre za podoben virus. In tudi glede okolja, v tem trenutku temperature v okolju niso take, da bi s tem lahko razlagali ta porast okuženih v slovenskem okolju. So mogoče v zadnjem obdobju kakšna nova dognanja glede širjenja virusa, mogoče na kakšno razdaljo se lahko širi? Recimo pri športu so zdaj zadnja priporočila, da se mora ohranjati 3-metrska razdalja, predtem pa smo govorili o 1,5 do 2 metrih. Je morda na tem področju prišlo do kakih sprememb? Hvala. Kar se razdalje tiče, navodila oziroma priporočila ostajajo enaka. Če govorimo o normalnem druženju in o normalnih stikih, je 2 metra zelo verjetno dovolj. Res pa je, da imamo podatke že tudi iz prvega vala, da se pri določenih športnih aktivnostih lahko kapljice letijo bistveno dlje, govorimo lahko o 5, 10 letih ali celo več, pač odvisno od športa. Še enkrat pa poudarjam, če gre za normalne stike, je verjetno 2 metra dovolj, ob seveda upoštevanju tudi vseh ostalih ukrepov. Če smo v okolju izven doma, nošenje maske. Naslednje vprašanje postavlja Radio Ognjišče. Prosim. Lep pozdrav, dr. Jereb, Alen Salihović, Radio Ognjišče. Zanima me, kako dolgo so najtežji bolniki odvisni od intenzivne terapije in kako je to pomembno za naprej? Poglejte, kar se tiče intenzivne terapije, je seveda, to sem že večkrat omenil in poudaril, da je pretok intenzivnih oddelkov odvisen na eni strani od števila bolnikov, ki potrebujejo intenzivno terapijo, od števila postelj, ki jih imamo na razpolago, in od časa, ko je posameznik hospitaliziran na intenzivnem oddelku. Čas hospitalizacije na intenzivnem oddelku ni v drugem valu nič krajši kot v prvem. V povprečju bolniki ležijo med 2 in 3 tedni. Imamo pa tudi sedaj bolnike, ki so na našem oddelku že več kot mesec dni in so še vedno priključeni na aparat za mehansko predihanje. Lahko pričakujemo, da bojo vsaj še 14 dni ali celo dlje na našem oddelku. Kaj pa to pomeni za ostale bolnike, ki potrebujejo ne-COVID bolnike na intenzivno terapijo? Poglejte, v tem trenutku mi še zmoremo in obvladujemo situacijo, kar se števila intenzivnih postelj tudi za ne-COVID bolnike tiče, in upam seveda, da bo temu ostalo. Na nivoju kliničnega centra imamo predvidene
določene oziroma predvideno določeno rezervno lokacijo, kamor bi lahko seveda sprejemali tudi ne-covid kritično bolne. Upamo vsi nekako, da bodo ti ukrepi, ki so bili v zadnjem tednu sprejeti, delovali in da bomo nekako obrnili krivuljo navzdol. Pozdravljeni, Domen Anderle, Planet TV. Minister Gantar je včeraj nekako pozval k lockdownu. Se mu pri tem pridružujete, je glede na hitrost širjenja virusa po populaciji sploh še mogoče ga zaustaviti z nekimi blažjimi ukrepi? Seveda, ker se lockdowna tiče, to ne bo strokovna odločitev, ker vsi mi dobro vemo, kaj to se prinaša za seboj. Če me vprašate, kakšno je moje osebno mnenje, pa mislim, da je zelo verjetno to rešitev problema. Pa še to me zanima, Slovaška napoveduje, da bo v 2 vikendih predvidoma testirala celotno populacijo. Zakaj je to dobro oziroma ni dobro? Bi bilo smiselno kaj takega uvesti, poskusiti tudi pri nas, kaj v bistvu s tem dosežemo, kaj zberemo, katere informacije? Poglejte, ta načrt Slovaške, vem za njega, mi ni popolnoma jasen, ker zavedati se moramo, da imamo omejene resurse laboratorijske diagnostike. In seveda vse Slovence pretestirati, mislim, da nima popolnoma nobenega smisla. Danes je stanje in razmere so v državi take, da upam, da se vsak posameznik v naši državi že zaveda, da je vsak stik z komerkoli izven njegovega domačega doma, pa ne nazadnje tudi znotraj doma, lahko rizičen in da se temu primerno tudi vede. Na ta način bomo seveda uspešni, da ne bomo seveda podcenjevali problema. Problem je velik in odstotek prekuženih posameznikov v populaciji je danes že tak, da kolikor se tega ne bomo vsi dobro zavedali, bomo imeli težave. Samo testiranje seveda ne bo rešilo problema. Lepa, Pop TV. Lepo pozdravljeni, Špela Bezjak, Pop TV. Omenili ste rezerve bolnišničnih kapacitet, zato me zanima, kakšne so te rezerve, koliko postelj pravzaprav je še mogoče odpreti in kako boste zagotovili kader, glede na to, da vemo, da se okužba širi tudi znotraj zdravstva. Poglejte, ker se kadra, da s tem začnem, tiče, je leta že sedaj izčrpan in moji sodelavci dejansko delajo na robu zmogljivosti. Seveda v tem tempu bo potrebno nadaljevati in upam, da bomo nekako zdržali. Določen del kadra sicer se bo še preusmeril iz ne-covid dejavnosti na covid dejavnost, ampak tu moramo nekako iskati in loviti ravnotežje med eno in pa drugo patologijo. Kar se rezervnih postelj tiče, znotraj Kliničnega centra v Ljubljani imamo načrt, ki je bil sedaj že nekako sprožen, povečevanja števila covid postelj. Mi smo odprli lokacijo na Ortopedski kliniki in načrt je, da ob porastu števila covid bolnikov gremo v bolnico Petra Držaja, tako z navadnimi kot z intenzivnimi posteljami. Skupaj bomo lahko nekako pripravili 170 navadnih in dobrih 50 intenzivnih postelj namenjenih covid bolnikom. Mogoče še to, ali torej širjenje covid kapacitet pomeni tudi po drugi strani ustavljanje drugih zdravstvenih področij oziroma preventive? Preventiva, seveda, izven bolnišnična preventiva ni moje področje, tako da tu težko karkoli rečem. Znotraj bolnišnic pa seveda elektiva se bo ustavljala se bo vse tiste dejavnosti, ki niso nujne, urgentne, skratka dejavnosti, ki jih lahko za eno določeno obdobje preložimo. Pozdravljeni, Rebeka Tomatus, Svet kanal A, v bistvu je kolegica iz Pop TV že podala vprašanje, ki sem ga mislila za vas, tako da hvala. Tudi vam. Prehajamo k vprašanju TV Slovenija, izvolite. Lep pozdrav, Katarina Golob, RTV.
Slovenija. Mene pa zanima, koliko že na voljo na infekcijski kliniki in pobuda ljubljanskega župana Zorana Jankovića ponudil je gospodarsko razstavišče Stožice. Kdaj bi to upošteval? Kar se tiče prostih, navadnih postelj in intenzivnih postelj, vam lahko rečem, da smo na meji, da pa razmere stežka še obvladujemo. Dejstvo je, da se znotraj 24 ur številke zelo spreminjajo, namreč določene bolnike sploh z navadnih oddelkov uspemo odpustiti, prihajajo novi. Na nek način, da lahko tako rečem in da uporabim naš žargon, obračamo še tople postelje. Glede lokacij, ki ste jih omenila, tu imam kot zdravnik veliko pomislekov. Ne gre samo za prostor, gre za ljudi, gre za zdravstveno osebje, ki bo seveda na nek način potrebno, da bi oskrbeli COVID bolnike tudi na teh drugih lokacijah, ki ste jih omenila. Smo o njih seveda razmišljali. Vsekakor moje mnenje je, da je za bolnika bolje, da ga sprejmemo v bolnišnično okolje, kjer imamo seveda infrastrukturo primerno zdravljenju. Na teh lokacijah bi bile zelo verjetno velike težave. Seveda, možna je ta izbira, če gre za manj bolane posameznike, v težjih primerih pa to ne bi bila dobra izbira. Hvala lepa. Imamo še vprašanje časopisa Slovenec, izvolite. Pozdravljeni, jaz imam pa eno vprašanje. Namreč že 2 dni poslušamo od strokovnjakov, da je edina rešitev lockdown. Iz terena pa imamo podatke, da z vsakim zapiranjem je vse več privat zabav in glede na to, da ni pristojnosti, da bi lahko inšpekcija ali policija vstopala v zasebne prostore, ni recimo ravno ta lockdown napoved za še več okuženih. Hvala. Mislim, da nisem pravi naslov in tudi nisem kompetenten za ta odgovor. Kar se lockdowna tiče, sem to nakazal že danes enkrat. Seveda, nadzor je pomemben. Okej. Dobro, ko sem zdaj že postavila vprašanje. Vsekakor se strinjam z vami, da pomemben je nadzor in pa upoštevanje vseh sprejetih ukrepov. Kolikor tega ni, potem ti ukrepi zvenijo v prazno. In s tem smo se na nek način soočali mesec do 2 nazaj, ko smo strokovnjaki poudarjali, da bo problem, da je potrebno na mestu upoštevati ukrepe, pa seveda je bilo nekako vzdušje v populaciji temu nenaklonjeno. Se absolutno strinjam z vami, da kar se lockdowna tiče, da je to res tisti skrajen ukrep. Lahko samo rečem, da v prvem valu je deloval.